v tem tednu predstavljate projekt Night Light in organizirate različne delavnice. Enkrat v Bohinju, drugič na Bledu, tokrat pa v Kranju. Kaj želite povedati s tem? V bistvu imamo prvič v Sloveniji priložnost skupaj s partnerji iz Danske, Madžarske, Nizozemske, Italije, Luksemburga in Španije, da poskušamo razvijati pristope tako imenovanega temnega neba. Tega pravzaprav v naši državi nimamo. Gre pa tudi za to, da si s projektom prizadevamo za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja in seveda tudi povečanje znanja in zavedanja o vplivu svetlobnega onesnaževanja tako na biodiverziteto kot tudi na zdravje ljudi in da hkrati pomenijo tako imenovana temna območja tudi priložnost za vzpostavitev trajnostnega turizma. Hkrati se pa seveda bomo poskušali tudi v projektu dotakniti tudi področja uporabe najnovejših tehnologij na področju zmanjševanja osvetljevanja. In kar je pa zelo pomembno in se mi zdi to zelo v redu, da smo v teh dneh imeli priložnost v naše delo vključiti tudi različne strokovnjake, tako iz nevladnega sektorja, kot tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z vprašanji vpliva svetlobnega onesnaževanja na človeka, na biodiverziteto, ki poznajo tudi problematiko svetlobnega onesnaževanja na splošno v Evropi in ki seveda poznajo tudi vprašanja zakonodaje in tehnologij. Projekt sam bo potekal vse do leta 2021, gre pa za kohezijski projekt. Gre za projekt iz programa Interreg Europe, v katerem lahko sodelujejo vse regije iz Evropske unije. Župan občine Tržič, magister Borut Sajovic, udeležili ste se te delavnice tukaj na BSC-ju v zvezi s projektom Night Light? Ja, res je. Slovenci smo poseben narod v dobrem in v slabem, najbolj čebelarski, najbolj športni v kakšnih ozirih na svetu, pa najbolj potratni, kar se tiče posipnih materialov za zimsko službo, prižiganja sveč, pa seveda prerazkošni, prerazsipni tudi pri sredstvih za javno razsvetljavo. Na eni strani živimo v prepričanju, da je to dobro za nas, da nam je v korist, da smo bistveno bolj varni in še kaj. V resnici pa je, da seveda pretirano osvetljevanje škodi kvaliteti našega življenja, škodi našemu zdravju in pa škodi tudi davkoplačevalskim sredstvom in pa denarjem in zato so takale srečanja, delavnice dragocene. Enostavno tega je preveč. Cele noči nam gorijo dolge verige svetilk javne razsvetljave, tam pa v resnici ne hodi nihče. Ljudje na podeželju želijo, da je recimo od avtobusne postaje do vasi vse osvetljeno. Enostavno to ni pametno, ni dobro in narediti moramo nekaj, da ta sistem izboljšamo in tudi bomo. Rešitev je pa znanje, prosvetljevanje, izobraževanje in da se ljudje zavedamo, da gradimo res tisto, kar je potrebno, predvsem pa da se zavedamo, da nas te stvari stanejo bistveno preveč, kot je treba. Prav gotovo pa ugotavljate, da je pri vaših občanih druga miselnost in to miselnost ljudi je zelo težko spreminjati. Ja, se izboljšujemo, gre korak naprej in naša naloga je vseh tistih, ki delamo v javnem sektorju, ki delamo z javnimi financami, da seveda ljudi izobražujemo, prosvetljujemo in potem bojo prišle tudi pametne, racionalne in pa dobre rešitve.